Beno Arnečič, visokošolski učitelj antropologije, psihologije, organizacije, socialnih veščin in vzgoje za medije na Pedagoški fakulteti v Kopru, zagovornik in raziskovalec izrazne in uporabne psihologije in antropologije na področju vztrajnostnih športov, upravljanja znanja, izobraževanja in vseživljenjskega učenja. Kar je zelo zanimivo, je raziskovalec smeha in humorja. Predavatelj, ki poskuša motivirati z nenavadnimi nastopi, bodi si v javni upravi, bodi si na fakulteti. Dr. Beno, izvolite. Hvala lepa. Jaz sem vseeno ostal, zato mi je stik zelo pomemben. Hvala vsem ostalim tudi, da sem bil zanimive misli, da sproti kreiram in za povabilo. Človek je naš najmočnejši medij, še zmeraj vztrajen pri tem. Zelo zanimiv naslov, iz čega bom izhajal, socialna omrežja in jaz. Ko sem razmišljal, kaj naj vam povem, pravzaprav je to, sem šel v jezik simbolov, ker raziskujem pač po področju Jungove zgodovinske psihologije in ugotovil, da pravzaprav je družabno, je socialno, kako ga imenujemo, omrežje in mreža. In mreža, če gledamo globoko simboliko, je po definiciji preprosto orodje za lov in ribolov. O tem nam pričajo številni viri, tako v krščanstvu, v različnih drugih religijah, če pogledamo, posod vidimo mreže, v katere posameznik, bogovi, kdorkoli lovijo duše ali mrtvih ali živih. Zanimivo je, da se ta network, kako bi imenujemo, prijel, pravzaprav je internet, če tako rečemo, in vsa omrežja, ki so z njim povezane na nek način, je novi način simboličnega pogovarjanja med nami. Sploh, če pogledamo z vidika recimo Facebooka ali pa teh družbenih omrežij, kjer se vse bolj nagovarjamo ne samo z besedami, ampak se nagovarjamo tudi s podobami. Kakšne so te podobe, je bilo danes že rečeno. To so lahko mačke, to so lahko simboli iz Disneylanda in tako naprej. Ampak tukaj se skrivajo seveda pasti in seveda priložnosti. Zdaj, moje sporočilo bi bilo tole, ne zdaj seveda, kje so tveganja, ne se skriva za mačkami ali drugimi podobami, ampak enostavno se vrniti nazaj, oziroma uporabljati knjigo kot najmočnejši, oziroma drugi najmočnejši medij, skozi katerega pravzaprav izžarevamo svoj lastni jaz. Svoj jasni jaz je pa seveda del osebnosti, ki, če gre v inflacijo, kaj hitro spregovori v vzvišenosti, v nesramnosti, v tem, kar imenujemo sovražni govor. In takrat seveda ni več to govor, ampak je nekaj, kar ni več niti zgodba. Ne moramo spraviti 140 besed na Twitterju, ne moramo spraviti niti v blog. Ampak govorimo, kaj hitro nam izleti iz naše duše nekaj, kar gre na tisoče naslovnikov. Tega, recimo, mnogimi leti ni bilo mogoče. Ko sta Tristan in Izolda razvila svoj romantični jezik ljubezni v 12. stoletju, seveda se si pisala dolga pisma. Tudi moj oče, se spomnim, je moj mami pisal neskončno pisma v vojsko. To je bil medij, pisma so medij. Ampak on je imel, in obratno, on je imel kar veliko časa, preden je vzel nalivno pero, zbral svoje misli in izlil na papir in potem to zapakiral na lepo znamko, dal na pošto in je to odšlo. Danes porabimo približno, ne vem, tukaj ste strokovnjaki, koliko časa porabimo, da napišemo eno pismo, spustimo mnogo vejc, naredimo presledke in pa še se zmotimo pošiljatelju, ne vedno pošljemo ljubezensko pismo tistemu, ki seveda tega ni namenjeno. Skratka, gre za razmerje med to mrežo, ki nas lovi, ki lovi naše duše, žive duše, lovi nas vsak dan v besedi in na drugi strani seveda človekom, ki teži k temu, da plete pristne, nevidne niti. In to je kul, bi rekli mladi. Seveda je kul.
Danes je najbolj nekul, če starši doma prepovejo mladim, da gledajo televizijo ali pa da jim pogasnijo računalnik. Enostavno reče, ata, bom vzel ven iz pulu računalnik in največ imel. Tako da je muc tako nespametno, da ne bom našel nešteto drugih poti danes, da bi uporabljal mesto, da bi šli in se poučili o to vrstnih zadevah. Zdaj, nekaj izhodišč sem napisal, jaz se bom, da to mi je včeraj ratalo. Kdaj virtualnost zdobi patino kiča in dobi naprej pristnosti? Namreč za to gre, za virtualnost. Mi danes živimo vse bolj in bolj v nekem virtualnem namišljenem svetu, kjer celo Faust Muncu nagovarja na način, da se je ne more dotakniti. Ampak gledajte, gre pravzaprav za monolog, ne gre za dialog. Zato sem tudi zdaj vstal, ne zato, da vas nagovarjam, da se vas dotikam s pogledom, ampak zato, da je človek človeku najmočnejši medij. In seveda iz tega izhaja temeljno vprašanje, s katerim bi počas zaključil tole moje razmišljanje, kdo bo pravzaprav vzgojil današnje medije. Gre seveda za vprašanje vzgoje, izobraževanja, prenosa znanja. Gre za vprašanje vzgoje, učitelji, mogoče, IKT ni dovolj, vemo, delal sem 6 let, prej ste vi prišli še na ministrstvu, tu vidim nekatere kolege, ki smo tudi delili skupno sodo in seveda IKT je zelo fajn, imamo polne učilnice računalnikov. Otroci znajo fantastično okrog prinesti tudi računalnikega učitelja, če tako rečem. Ampak kje so tiste vsebine, kje so mogoče delavnice, na katerih bi odigrali neko igro, starš, učitelj in seveda vzgojitelj, oziroma to igro, kaj storiti, če recimo otrok sedi tako dolgo za računalnikom, da ga mama reče, prosim, pojď stran, on se postane, kar se je zgodilo v Italiji, in mami zlomi roko. Potem ga dajo pač v centru za zdravljenje odvisnosti. To so resne vprašanja, ki seveda nas zaskrbijo takrat, ko se pojavi takšen primer, kot je kolega omenil, recimo v Angliji ali v Kanadi, ki je že bilo, kjer pač naredi otrok samomor. Ne gre kriviti te mreže, tega simbola. Krivda je nekje drugje, če lahko sploh govorimo o krivdi in grehu. Ne gre za to, da starši niso bili v stiku, pristnem stiku, niso bili mediji temu otroku. Takrat, ko jih je on potreboval, so bili odmaknjeni ali za svoj računalnik, za svojo televizijo ali pa v službi. Takrat, ko jih je on potreboval in on seveda uporabil to simbol, ta medij za to, da lahko sploh šel v živ stik z drugimi ljudmi. Kaj pa drugega mladi počnejo to? Iščejo pravzaprav na nek način stike en z drugim in zato uporabljajo orodje, ki se imenuje, tako kot smo ga pomenovali na različne načine. Vprašanje do vzgojil medija ostaja odprto. Jaz mislim, da najbolj lahko vzgoji sodobne medije to učenje oziroma vzor staršev, ki ponudijo otroku knjigo, bodi si trdovezno ali nepovezno. Tudi takrat bomo razvili ta besedni zaklad, da ne bomo delali neumnosti na Twitterju, ali pa da ne boste vi oziroma ti, ker ste se prej začeli tikati, popravljali ali pa učili ljudi, kako ne delajo zgodno. Če veliko beremo, imamo besedni zaklad in takrat se tudi lažje izražamo na internetu vseh različnih komunikacijskih orodij. In jaz na Facebooku sem napisal, dajmo kultivirati Facebook, dajmo pisati vsebine, ki so tudi malce pomodene, ki so malce drugačne. Ustanavljamo podskupine, ustanavljamo debatne kroge, ustanavljate, debatirajte o vsakdanjih stvareh, odpirajte nove teme, kot je gospod Živo tukaj govori, odpirajte nove, aktualne teme, bodi si politične, apolitične, takšne in drugačne. To je moje sporočilo vam, spoštovani mladi po srcu in duši. Hvala lepa.